2 medalji in 4 plakete. Gorniška akademija v Zavrhu. Praznični metri asfalta. Večina proti etičnemu kodeksu. Po kurirskih poteh Dolomitov. Balerine izpolnile pričakovano. Občinsko strelsko prvenstvo. Dober večer. Občina Medvode si je za občinski praznik izbrala rojstni dan Jakoba Aljaža, duhovnika in skladatelja, ljubitelja gora in predvsem velikega Slovenca. Je eden tistih, ki so vzpodbujali narodno zavest in katerega dela še danes odsevajo aktualno razpoloženje. Na veličino njegove zapuščine je v slavnostnem govoru opozoril tudi župan Nejc Smole. In kot si želim, da bi se vsakdo izmed nas čutil pripadnega temu rodu, ki živi v tej prečudoviti deželi že 1000 in več 100 let, si želim tudi, da bi občani naše skupnosti s ponosom povedali, da prihajajo iz Medvod. Iz krajev, ki nas v vsakem letnem času osupnejo svojo naravno lepoto. Iz krajev, kjer si zgodovinski dogodki in bogata dediščina že stoletja podajata roko časa. In predvsem, da bi s ponosom delovali v naši skupnosti. V naši skupnosti s ponosom deluje veliko posameznikov in društev in 6 med njimi je tokrat prejelo občinska priznanja. Nagrajence je izbrala komisija za priznanje v sestavi Marjeta Žebavec, Milica Prelog, Mojca Trnovec, Zdravko Debeljak, Tomaž Luštrek in Marko Sušnik. Najprej so bile prebrane obrazložitve, potem smo o tem se pogovarjali. Včasih je bilo tako, da smo rekli, ja, ta vsekakor zasluži, včasih je bilo treba kaj razjasniti, kaj se pogovoriti, tako da smo se potem na koncu čim bolj soglasno odločili. Prva medalja je pripadla nagrajencu Alešu Zupancu, ki je 20. marca lansko leto s prisebnim ukrepanjem rešil življenje Marku Kopaču, ki ga je na poti na Starigrad zadel primarni srčni infarkt. Bil sem v pravem času na pravem mestu in me veseli, da je gospod Marko Kopač danes med živimi in to mi je v največje zadovoljstvo. Lahko rečem vse to, da sem tisti sreč, ki me je Aleš rešil smrti. Aleš, Katja, hvala. Za izjemno delo in pomoč občanom v lanskoletnem vremensko res katastrofalnem vremenu je medalja pripadla tudi Gasilski zvezi Medvode oziroma vsem 6 prostovoljnim gasilskim društvom, ki so vključena vanjo. Dela je bilo res veliko, saj je bila ta intervencija več kot teden trajala od sobote do naslednje sobote, ko smo jo potem tudi nekako zaključili, jasno pa, da so bile še potem tudi določene aktivnosti povezane s tem žledolomom skozi vse leto. Lani smo imeli tudi, poleg tega so nas prizadele poplave in kar 2-krat v mesecu oktobru in potem še v novembru. Seveda smo se ponovno odzvali, enkrat je na pomoč prišla tudi vojska, slovenska vojska. Vmes je enota reševalcev iz prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Piniče sodelovala v kontingentu in odšla pomagati na pomoč v Srbijo na poplave, ki so jo prizadele tudi v lanskem letu. Poleg tega pa smo imeli še lani tudi še nekaj večjih intervencij, kot je požar gospodarskega poslopja na Osovniku in pa reševanje, iskanje pogrešane osebe, kar pa je mogoče še najbolj pomembno, da je očitno bilo lani tako leto, je pa to, da smo že v prvi uri leta 2014 dobili klic na pomoč, ko je gorelo ostrešje v Smledniku in takrat se je kljub praznovanju odzvalo 60 operativnih gasilcev iz vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev. Plaketo občine Medvode je prejel fotograf, oblikovalec, retušer in družabni delavec na več področjih, v zadnjih letih pa predan kronist Medvod, ki svoje znanje najraje razdaja najmlajšim, Boris Primožič. Veliko me je pomenilo, ker sem v otroških vrtcih imel fotografske tečaje na Katarini v Medvodah, v osnovni šoli na Topolu tudi. Kaj se je pa vsta zbiranje kulturne dediščine Medvod, to mi zelo leži, to delam vsak dan, ne mrzdagne spati, ker še išem. Pač nekaj bi za sabo postal. Za večletno promocijo športne etnologije s prikazovanjem starodavne smučarske opreme, oblačil in načinov smučanja, ki sledi tudi bogati tradiciji smučanja v vasi Žlebe, je plaketo občine Medvode prejel Franc Kosec. Starim smuči se smučamo, hodimo po celi Evropi, mislim Nemčiji, Avstriji, smo bili na Češkem, Poljskem, pa tle po domačemu kraju, mislim po Sloveniji.
Plaketo občine Medvode je prejelo tudi planinsko društvo Medvode. Od svoje ustanovitve leta 1947 so največ pozornosti namenili izobraževanju mladih, več kot 1000 udeležencev gre z njimi vsako leto na pohode in planinske izlete, markacisti so do lanskega leta skrbeli tudi za več kot 50 km visokogorskih poti, izjemnega pomena pa je bilo tudi lanskoletno čiščenje in urejanje planinskih poti po žledolomu, v katerem je sodelovalo 163 prostovoljcev, ki so opravili 765 ur dela z lastnim orodjem in rokami. Vsi vemo, kaj je žled naredil v Sloveniji, v Medvode, oziroma naši pohograjci so bili eni najbolj poškodovanih, skoraj vse poti uničene praktično, neprehodne in zato si naši člani, prizadevni, markacisti in drugi zaslužijo res pohvalo. Zaslužijo si to priznanje. Ne? Plaketo občine Medvode pa je prejelo še turistično društvo Dragočajna Moše, v katerem je preko 100 članov in skrbijo za razvoj krajev, v katerih delujejo ter ohranjajo in obujajo slovensko lokalno tradicijo. Tudi z eno najodmevnejših prireditev, slovenskim dnevom v Dragočajni. Ta priznanje nam daje vedeti, da delamo prav in želimo ta standard še dvigati. Ja. Nimamo še konkretnih ciljev, ampak definitivno naslednje leto še korak naprej, kot sem že prej rekel. Ne. Vsekakor ti, ki so odlikovani, ta odlikovanja zaslužijo, ker so res delali v skupno dobro, veliko je bilo prostovoljnega dela in tukaj res ni nič pripomniti. Rdeča nit letošnje slavnostne seje je bila tudi Aljaževa uglasbitev ponarodile pesmi Oj Triglav, moj dom, ki so jo v različnih interpretacijah 4-krat izvedli vsi nastopajoči. Gotovo bi kdo le zamahnil z roko in odvrnil, da gre le za eno od pesmi tistega časa. A pronicljiv opazovalec zgodovine ve, da so njegova dejanja in pesmi odmevale širom dolin in gora in ponašale sporočilo upanja, poguma, neustrašnosti, domoljubja, a po drugi strani tudi dialoga, spoštovanja in strpnosti. Jakob Aljaž ni nikoli pripadal nobeni izmed struj, ki so v tistem času začele narod močneje deliti. Bil je preprosto človek. Na prireditvi so sodelovali še Godba Medvode, mešani pevski zbor Svetega Urha Smlednik, kvartet Džuboks, igralec Zvone Nagode in povezovalca Kristina Žnidar in Matej Ulčar. Še nadaljujemo z dogodki ob občinskem prazniku. Že 19. so se o prazniku rojstva Jakoba Aljaža na slavnostni akademiji ob njegovi rojstni hiši zbrali pohodniki, ki jih druži spominska Aljaževa pot od doma do doma. Rdeča nit slovesnosti pa zanimiv kulturni program in podelitev nagrad pohodnikom, ki so v preteklem letu uspešno prehodili spominsko pot. Častna vloga govornika je tokrat pripadla pirniškemu župniku Blažu Jezeršku. Že skoraj 2 desetletji vsako prvo soboto v juliju pred rojstno hišo Jakoba Aljaža odmeva Oj Triglav, moj dom in tudi letos ni bilo nič drugače. Slavnostno akademijo Gorniški klub Jakob Aljaž ohranja spomin na življenje in delo Jakoba Aljaža. Gre za prireditev z najdaljšo tradicijo v naši občini. In kaj se je v tem obdobju spremenilo? Ne smemo tadvati, ne smemo jamrati, ampak mislim, da situacija ni glih najlepša, ampak kljub temu mi tukaj delamo na tem, da se bo situacija v Sloveniji nasplošno izboljšala in nadaljujemo to, kar je Aljaž že začel pred tolikimi leti, da končno Slovenci dobimo tisto, kar nam pripada. Lepo, zdravo, pošteno deželo. Del vsakoletne akademije je tudi podelitev priznanj pohodnikom, ki so v preteklem letu uspešno prehodili spominsko gorniško pot, poimenovano Aljaževa pot od doma do doma. V letošnjem letu je značko sicer prejelo najmanj pohodnikov doslej. 13 je bilo takšnih, ki so osvojili vseh 22 kontrolnih točk. No, mislim, da v letošnjem letu smo podelili najmanj častnih znakov za prehojeno Aljaževo pot. Mogoče je tudi zadnji 2 leti, recimo, ker seveda v enem letu ne naredijo vse te poti, vreme malo botrovalo na ta račun, kajti eno leto je zelo deževno, eno leto pa zelo sušno in vroče. Tako da mogoče ljudje niso hoteli iti zaradi pač teh vremenskih neprilik, ampak nasplošno pa je, mislim, da že prehojenih 750 poti, to se pravi 750 teh značk smo že podelili. Posebno priznanje za 10-krat prehojeno pot pa je šlo v roke prav predsedniku domačega gorniškega kluba.
Moram pa priznati, zdaj, da sem en teden nazaj naredil zadnje 2 točki, ki sem jih mogel upraviti, zato da sem lahko to značko dobil, to je Dovška baba in pa Golica. Tako da 10-krat sem že prehodil to pot in vedno je prečudovita, vedno je nova, vedno je nekaj lepega. Skratka, če hodiš v hribe z odprtimi očmi, je vsaka pot lepa, pa če prehodiš 100-krat. Zbrane sta tokrat nagovorila najprej župan Nejc Smole, častna beseda pa je pripadla pirniškemu župniku Blažu Jezeršku. Jakob Aljaž je bil velik garač. Če pogledate samo njegovo ustvarjalnost na področju glasbe, naprimer, in še daleč bolj to, kar je ustvaril na področju gorništva. In to vse poleg svoje redne službe, ki jo je upravljal kot dovški župnik. Kot tak je lahko nekakšen zgled ali navdih pravzaprav vsakemu slovenskemu duhovniku, ki resno jemlje svojo službo. Se pravi, ne gre samo za to, kar narediš v svoji župniji, ampak tudi širše, za narod, za cerkev, pravzaprav za civilizacijo, sredi katere živimo. Eden tistih, ki se vsako leto obvezno udeležijo slavnostne akademije in nato še peš povzpnejo na vrh Šmarne gore, je tudi duhovnik Franc Urbanija, poznan kot Aljažov naslednik in triglavski župnik. Po končani slavnostni akademiji je vodil še bogoslužje v cerkvi Matere Božje. Ja, ne vem, če meni vsak let lepše videti lepo, ampak vas tukaj, ti, ki prihajate sem na tole akademijo, na to slavje, da se tako res pokaže tista velika hvaležnost, kot je rekel današnji slavnostni govornik, župnik dr. Blaž Jezeršek, da se vidi hvaležnost Bogu. Hvala Bogu, da lahko pridem, če le moram, pridem tudi z istega namena, s hvaležnosti in obenem splošno, z velikim upanjem, da bo jutri boljše kot danes. Kulturni program akademije so sooblikovali člani Kudov Pirniče in Fofite, režija igrokaza o Jakobu Aljažu pa je bila delo Petra Militareva. Z nastopi so program obogatili še sorški orgličarji, mešani pevski zbor Jakoba Aljaža in ženski komorni zbor Vox Ane iz Tunic. Prihodnje leto pa torej nasvidenje na jubilejni podelitvi častnih znakov vsem, ki že 2 desetletji hodijo od doma do doma. Gre se po vseh teh postojankah, kjerkoli je Aljaž karkoli delal, deloval, župnikoval, hodil v hribe, tako da jaz mislim, da bo ta tradicija kar ostala naprej. V teh prazničnih dneh so nekateri pridno delali oziroma so naredili tisto, kar so se s podpisom pogodbe tudi obvezali. Podjetje Gradkop je obnovilo 60-metrski odsek ceste Sora-Topol pri odcepu za Robež. Komunalno podjetje Ljubljana pa je močno pred rokom zaključilo obnovitvena in asfalterska dela na približno 300-metrskem odseku ceste na jamo. V prvi vrsti je šlo za sanacijo po oktobrskih poplavah, ko so hudourniki s sabo odnašali tudi dele cest. Torej vesela praznična novica, pa vendarle žalostno dejstvo, da je projekt obnove in preplastitve dela ceste na jamo eden največjih in tudi eden redkih projektov na naših cestah v tem letu suhih krav. Pogodbena vrednost je bila malo več kot 33.000 evrov z DDV-jem. Problemov ni bilo nobenih, izvajalec je bil korekten, je naredil pred rokom. V manj kot 14 dneh je bil tale odsek zrihtan, asfaltiran, tako da nobenih problemov ni bilo. Običajno prekoračimo tisto predračunsko vrednost, kaj bi lahko tukaj podražilo? To moramo pogledati, ampak mislim, da bo kvečemu mogoče manj. Trenutno delajo meritve, tako da končni obračun je treba še malo počakati, kakšen teden. Bomo videli, kje smo. Ja, dela so korektno upravljena. Moram reči, da se je izvajalec resnično potrudil in je tudi na željo predstavnikov občine v bistvu pogodbeni rok skrajšal skoraj da na polovico. Smo imeli pa srečo z vremenom, to je pa tudi. Ogled na terenu strani župana, predstavnikov občinske uprave in nadzora je bil prav na praznični dan 6. julija. Simbolika? Zagotovo je, to je bila tudi naša velika želja, da torej do občinskega praznika zaključimo z eno redkih investicij v ceste v letošnjem letu. S tem zadnjim odsekom ceste na jamo rešujemo eno zatečeno stanje. Zdaj, če rečem, da je to izključno občinska investicija, bojo najbrž prebivalci ne bojo preveč veseli, ker oni so to cesto, svojo participacijo že enkrat plačali
pa potem ni bila do konca zgrajena. Tako da tukaj gre za zakasnjeno investicijo občine, kjer je pa delež zagotovo tudi krajanov. Cesta na jamo, za katero je vsako gospodinjstvo prispevalo več kot eno povprečno slovensko plačo, se namreč po delih rekonstruira in asfaltira že od leta 2006. Taka pa je bila podoba prav tega še neasfaltiranega odseka ceste 22. oktobra lansko leto po močnem deževju. Podobne situacije, kot so bile v zadnjem času, se ne bi smele več pojavljati, zagotovo pa nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, če se ponovno kje utrga kakšen oblak. No, ampak kakorkoli z tudi tem zavarovanjem same brežine, s to izpeljavo in ureditvijo samega vodotoka, teh nujnih posegov, kar je bilo treba narediti, računamo, da smo zagotovili primerno poplavno varnost. Podobno meni tudi nadzornik, čeprav na določene probleme s plazenjem terena že opozarja. Po vsej verjetnosti, če bi splazila desna brežina, ki je zdaj višji gor so že nakazane razpoke, bi potem najbrž zaprla profil ceste. Glede na to, da je pa urejena struga potoka in da je dodatno varovana brežina potoka, ki jo je v preteklosti plaž že odnesel, pa mislim, da bi mogla ta konstrukcija zdržati tudi tisto poplavo. Seveda pa ne vem, kaj bi se pa zgodilo nižji dol, če se pa struga začepi z raznimi nanosi, potem je pa težko predvidevati, kaj se bo nižji dol zgodilo. V občinskem proračunu je za urejanje vodotokov predvidenih 20 tisoč evrov. Ker urejanje vodotokov ni možno brez soglasja Arsa in brez državnih koncesionarjev, je odgovor na vprašanje, kako potekajo dela, sledeč. V smeri živčnega zloma občinske uprave, najbolj iskreno povedano, ker toliko birokracije, ki je pa treba, in take predračune, ki jih mi dobivamo strani koncesionarjev, državnih koncesionarjev, da smo si na jasnem, ki lahko upravljajo posege na vodotokih. Jaz ocenjujem, da mi zadostnih sredstev za celostno sanacijo najbolj problematičnih vodotokov ne bi v 3 letih mogli zagotoviti. Tako da tukaj gremo zdaj v dve smeri. Prva je ta, da pač preko koncesionarjev zbiramo najbolj ugodno možno ponudbo in s tem rešujemo tiste najbolj akutne odseke. Po drugi strani pa se skušamo dogovarjati z Arsom, z inšpektoratom, da bi določene posege lahko izvedli tudi sami. Kakšna je participacija države razen te birokracije? Nobene. Po mojih informacijah ima država zagotovljenih za redno vzdrževanje vodotokov 30 tisoč evrov. A veste, mi pa računamo, da bi letos morali dati v vode vsaj 150 do 200 tisoč evrov za sanacijo najbolj problematičnih odsekov, teh je pa največ na Mavelščici pa na Lučnici zagotovo. Prešenco je pa tako treba kanal spucati, ker sicer bo ob naslednji priliki ponovno obrtna cona pod vodo. Ministrstvo je v akcijskem načrtu po lanskoletnih poplavah na področju občine Medvode kot nujna interventna dela zapisala urejanje brežine in protiplavne ukrepe na krajšem odseku Lučnice skozi spodnji del naselja Trnovec v višini 12 tisoč evrov, krajši odsek skozi naselje Sora v višini 78 tisoč evrov in krajši odsek na Mavelščici v višini 95 tisoč evrov. Medtem ko je njihova ocena rednih vzdrževalnih del na Lučnici, Mavelščici in Prešnici presegla $500 000. Meseca aprila na nadaljevanju 5. seje so občinski svetniki obravnavali tudi tako imenovani častni kodeks ravnanja izvoljenih funkcionarjev. Takrat v obliki delovnega gradiva saj so omenili, da za tak dokument ni predviden dvofazni postopek. Edini, ki je že takrat glasoval proti, je bil Dragan Đukić. Na tokratni 8. seji, ko so dobili v obravnavo osnutek kodeksa, saj je po pravni razlagi vendarle potreben dvofazni postopek, pa se je Đukiću pridružilo še 9 svetnikov. Dovolj, da je kodeks padel. Kodeks ravnanja izvoljenih funkcionarjev na lokalni ravni je vsem občinam v sprejem že pred 2 letoma predlagala Skupnost občin Slovenije. Pobudo pa je med medvoške občinske svetnike posredovala svetniška skupina Glas aktivnih Medvoščanov. Vsi se zavedamo, da je ta kodeks res splošen, da neke dodane vrednosti načeloma nima, da povzema samo zakone, pa vendarle je naše mnenje, da je s tem kodeksom so vsi ti zakoni, katere moramo spoštovati, zbrani na enem mestu in jih bo občani lahko konec koncev prebrali, ker vse te zakone brati, pa se po njih sprehajati,
je mukotrpno. Skupno stališče svetnikov, torej tistih, ki so bili za sprejem kodeksa, kot tistih, ki so bili proti, je namreč bilo, da gre v bistvu za povzetek že obstoječih predpisov, kako naj bi izvoljeni funkcionarji ravnali. Da pa je res, da je od posameznika odvisno, ali se zapisanega drži ali ne. Razhajali pa so se svetniki, ali je zaradi tega dejstva kodeks vendarle potreben ali ne. Glih o tem vidim smisel tega kodeksa, no, da se vsak zaveže s svojim podpisom, da bo spoštoval vse, kar je notri napisano. Čeprav je res, kot večina pravi, da v bistvu je to bolj povzetek zakonov, ampak ravno to, da se zavežeš s podpisom. Mi imamo v naši državi, ne samo v občini, cel kup nekih kodeksov obnašanja, pa novinarsko častno razsodišče, pa častno razsodišče zdravniške zbornice, pa sem pa tja, pa vsi vemo, kakšni so rezultati, da, bom rekel po domače, število barab se ne zmanjšuje. Se mi zdi nepotrebno, da sprejemo tak kodeks, ki v bistvu definira moralna načela nas, ki smo izvoljeni recimo na naši občini ali pa v katerikoli občini. Prvič, vse te stvari ureja zakon, neko moralo moramo tudi imeti. In če sem prav razumel kolege, ki so bili že v prejšnjih sestavih sveta, so mi rekli, da je kultura razprave na tem svetu bistveno višja, kot so bili pa prejšnje. In sem prepričana, da takih žalitev in osebnih diskreditacij, ki so bile v prejšnjem mandatu, na tem občinskem svetu ne bo. Vendar, ker smo vsi samo ljudje in ker je zakonodaja v tem primeru jasna, osebno ne vidim nobenega razloga, zakaj nekaj, kar nam je vsem jasno, da bomo spoštovali in da bomo v skladu s tem tudi ravnali, zakaj nas tako ovira en podpis. Jaz bi se pravzaprav pridružil razpravi samo v tem smislu, da spomnim vse vas svetnike in svetnice, da smo mi pravzaprav izvoljeni iz tiste najbolj osnovne baze, kjer nas, bom rekel, ljudje, občani, če vzamemo krajani, zelo dobro poznajo. Mi nismo sem prišli zato, oziroma na ta svetniška mesta kot neki neznanci, ampak smo očitno v domačem kraju že nekje aktivno bili udeleženi ali v nekem društvu, ali celo v dveh društvih, ali v krajevni skupnosti, ali kakorkoli. Se pravi, da so ljudje, občani že presodili, da bi nekje na tem nivoju, kot ga zdaj zasedamo, mi lahko ustrezno in pošteno in častno delali. Kaj pa, če so med nami resnično nemoralni ljudje? Jaz predpostavljam, ne trdim nič, da se razumemo. In ko bo povzeto, naj bo tako tudi povzeto. In bojo podpisali, ali bomo podpisali, ali bodo, ali boste, brez mene sicer. In se bo zgodila neka zadeva, ki jo bo kolega, ki je prej omenjal častno razsodišče, začelo obravnavati in tako naprej. Ali vi vidite, kje je konec takemu dejanju? Ga ne vidite? Žal jaz ga vidim. Ga ni. In vsi, ki bojo v tem sodelovali, bojo umazani. Stanko Okoliš je bil namreč tisti, ki je ob obeh obravnavah kodeksa izpostavil problematiko častnega razsodišča, predvsem pa je kot član Kviaza podvomil že, ali bi bil tak kos nalogi izbrati njegove ustrezne člane. Sprašujem v nadaljevanju, kdo je lahko moralni razsodnik v tej zadevi. Tukaj ne bomo govorili o zakonih, ampak o morali. In ne vem, koga lahko mi izberemo, da bo ta moralni razsodnik. Končni rezultat je bil 6 glasov za in 10 proti etičnemu kodeksu. In kaj je med drugim zapisano v etičnem kodeksu o ravnanju izvoljenih funkcionarjev na lokalni ravni? Med drugim prepoved favoriziranja, da torej izvoljeni funkcionarji ne smejo na primer odločati v svojo zasebno korist ali v korist posameznika ali skupine z namenom, da bi od nje pridobili neposredno ali posredno osebno korist. Govori tudi o konfliktu interesov, torej o tem, da bi se posamezni funkcionarji morali izločiti iz glasovanja, kadar glasujejo o vprašanjih, ki so kakorkoli povezani z njihovimi osebnimi interesi. Govori o nezdružljivosti funkcij, prepovedi korupcije, opredeljuje način zaposlovanja sodelavcev, torej nepovezah in poznanstvih, in opredeljujejo tudi spoštljiv medsebojni odnos. In res je, vse je več ali manj zapisano, zgolj na papirju
Socialni demokrati Medvode so vse člane, simpatizerje in vse dobro misleče v soboto 27. junija povabili na pohod po kurirskih poteh Dolomitov, oziroma po krajšem delu te poti. Kurirska pota Dolomitov so poimenovana po kurirjih partizanskega odporniškega gibanja, ki so med drugo svetovno vojno po njenih odsekih prenašali pomembna sporočila. V 80. letih prejšnjega stoletja so začeli s pohodi po kurirskih poteh, to tradicijo pa ohranjajo še do današnjih dni. Ja, kurirska pota Dolomitov so se začela v začetku 80-ih, tako da mi nadaljujemo tradicijo. Kurirska pota Dolomitov povezujejo vse hribe v Dolomitih, v naši medvoški občini. S tem namenom je tudi ta naša pot oziroma ohranjanje te dedičine. Letos so opravili še zadnji del te poti, torej od Slavkovega doma do Jetrbenka. Kurirska pota Dolomitov se začnejo pri Slavkovem domu, vodijo na Jetrbenk, potem na Jakob, iz Jakoba na Garmado, Toč, Igale, Usovnik in potem nazaj v Soro. Mi smo vse te poti že prehodili, ostala nam je ta zadnja in sicer od Slavkovega doma do Jetrbenka, to bomo pa danes upravili. Pohod je organizirala stranka socialnih demokratov Medvode, ki je tudi drugače aktivna na področju naše občine. Želimo biti prisotni skozi. Imamo pač svoj program, ki skoraj vsak mesec, razen zdaj polet, se bo vsaj enkrat na mesec odvijala kakšna akcija, ne bo to stojnica, ne bo karkoli drugega, pohod, igre kakšne. Tako da v naši organizaciji bomo organizirali sigurno. Odziv ni bil prav velik, pot pa je bila prijazna. Socialni demokrati Medvode vas vabijo, da to pot oziroma del te poti prehodite tudi vi. Polna pozitivnih vtisov se je odprava baletne šole Stevens vrnila iz svetovnega plesnega pokala, ki ga je letos gostila Bukarešta. Na svetovnem odru, kjer so se predstavili plesalci iz 30 držav sveta, je vladala ostra konkurenca. Zato sta 5. in 6. mesto za mlade balerine zelo obetaven tekmovalni izkupiček. Četrtič v vlogi tekmovalnih plesalcev se je baletna šola Stevens predstavila svetovnemu občinstvu in predvsem svetovnim sodnikom. Kar 9 priznanih imen je budno spremljalo pestro dogajanje na odru romunske prestolnice. Izkušnja zelo lepa, pozitivna, uvrstitve letos najmočnejše, najvišje. Tudi mlajše smo imeli letos sabo, tako da pozitivno zelo. Letos je 23-članska ekipa baletne šole Stevens stavila predvsem na 2 atraktivni skupinski točki oziroma na manjšo in večjo dekliško skupino. Letos smo si dovolili vzeti še najmlajše, ker se je bila tudi najmlajša skupina 8 deklet zelo močna, se pravi iz te skupine je bil potem še trio, duo, modern trio je zelo uspešen bil. Tako da, kar je šlo skupin, se pravi, z te skupine so potem še v drugih zvrsteh plesa tudi nastopala dekleta. Sproščenost, lahkotnost gibanja, predvsem pa odlično usklajenost so najbolje izkazale Neža Kristan, Lea Kodr, Neža Mohar, Lucija Danilov, Zala Perko, Zala Strniša, Neža Knific, Hana Koman, Urška Jaklič in Tinkara Bolta, ki so si kot seniorska skupina v klasičnem baletu priplesale 5. mesto in tako Sloveniji zagotovile točko. No, zdaj tekmovanja oziroma te izkupičke gotovo niso kar muha enodnevnica, ampak so plod trdega dela in pa lahko rečemo tudi izkušenj, se strinjate? Ja, izkušnje pa nesejo svoje, ne. To so tudi že tlele generacije deklet, ki gre že 4. leto z nami in vsako leto je z njimi delo lažje oziroma zahtevnejše. One vejo, v kaj grejo, kakšno tekmovanje, ki ni lahko, ne. Slovenija smo pa zelo majčkeni. Tako da v primerjavi z enimi Angleži, Portugalci smo kljub vsemu še najmanjši, ampak smo bili pa najglasnejši. Tako da smo bili videni, slišani, sigurno najbolj. V skupini junior solo klasične baletne variacije do 17. leta je Neža Mohar zasedla 6. mesto, Hana Koman je bila 7., skupinska otroška klasična baletna skupina do 13. leta si je priplesala 13. mesto, enako moderni otroški trio postavi Urška Jaklič, Nika Ferjan in Lana Duškovič. Umetnost po moji logiki je zelo težko ocenjevati, ne. Zdaj v Giranto je čisto odvisno, kaj jim je všeč. Probamo se nekako prilagoditi tehniki
modnim muham, sploh v modernem stilu, ki zdaj krožijo okrog, ampak ni najlažje, vsak let je malo drugače, tako da nikoli se ne ve. Jaz pravim, vse se da, če se hoče, pa zmore, Dekleta sedaj čaka kratek trenažni premor, nato udeležba na poletnem baletnem seminarju z gostjo iz Londona, septembra že izpiti in prikaz osvojenega znanja. Za plesalce pa ni pavze, Več jo je težje nazaj prijeti. Večina deklet je zdaj rekla, če bi lahko to kondicijo obdržala, ki jo imam do septembra, In kmalu potem že kvalifikacije na novo svetovno tekmovanje, ki ga prihodnje leto gosti New Jersey v Združenih državah Amerike. Zadnji vikend v juniju je v Estoniji potekal 4. festival ustnih harmonik. Med približno 30 nastopajočimi skupinami in posamezniki je ansambel Sora Harmonika Kuda Jarem prejel najvišje priznanje festivala Grand Prix za izvedbo skladbe Bolero skladatelja Ravela. Več o tem uspehu pa prihodnjič. Ob občinskem prazniku so tako kot vsako leto člani lovskih družin Medvode in Šmarna Gora priredili občinsko strelsko tekmo. Letos je tekmovanje v streljanju na glinaste golobe in streljanju z malokalibrsko puško gostila lovska družina Šmarna Gora. Prijateljskega tekmovanja se je udeležil tudi župan Nejc Smole, ki je streljanje glinastih golobov tokrat sicer izpustil, je pa dobro zadel z malokalibrsko puško. Člani obeh lovskih družin, lovske družine Šmarna Gora in lovske družine Medvode, so se minuli petek na strelišču v Šmarni Gori pomerili v streljanju na glinaste golobe in streljanju z malokalibrsko puško. Tradicionalna občinska strelska tekma, ki se vsako leto odvija ob občinskem prazniku, je tudi letos potekala v znamenju druženja in prijateljskega rivalstva. To je bolj prijateljsko, sploh ni rivalstvo. Se tudi se ne opazi neko rivalstvo. Ampak malo je že, drlina vsakemu, ampak ni to tes hudo, da bi bilo ne vem koliko rivalstvo. Je bolj prijateljsko, malo provamo, se sprovamo, to je to, pa druženje, vse v bistvu je druženje. Ja, letos je spet udeležba medvoških lovcev kar v velikem številu, tako da jaz mislim, da tudi uspeh bo kar siguren dober, tako da tle ni dvoma. Je pa vsekakor to tako, nekako so lovci in šmarnogorski in naš na istem nivoju, zdaj samo ekipa, kjer bojo boljši zmagali, to bojo pač zmagali. Fajn bilo, da Medvoščan zmagali, tle v Šmarni Gori ne bilo čisto nič narobe, tako da je pa udeležba kar zelo primerna, zelo v redu udeležba je glede strelcev in medvoških in šmarnogorskih strelcev, tako da v prazniku, takem kot je v občinskem prazniku, je to kar zelo solidna udeležba. Lovce je obiskal tudi župan Nejc Smole, ki se je prvič srečal z orožjem. Preizkusil se je v streljanju z malokalibrsko puško in za prvič odstrelil odličen rezultat. Danes ste se udeležili strelske tekme, kako se vam zdi? Ja, moram reči, da sem prvič na kakšnem takem tekmovanju, tudi prvič držal puško v rokah, ker sem generacija, ki ni več služila vojaškega roka. Zanimivo, najboljš bi opisal s tem, da zanimivo, ja, zagotovo. No, preizkusili ste se v malokalibrski puški, kako vam je šlo? Ja, pravijo, da niti ne zelo slabo, no. Mislim, da sem 84 pik zbral od 100, se mi zdi, tako da imam mogoče, lahko da je to začetniška sreča, bi jaz temu rekel. Lovci so župana na kratko seznanili z lovsko dejavnostjo in strelstvom. Smo zelo zadovoljni, smo poskušali čim več, da učimo iz prijel, tudi je prijel, da bo prišel, da bomo še na golobe, da ga malo naučimo, tako da smo zelo tudi zadovoljni z županom, da je prišel nas obiskati. In jaz mislim, da je lovstvo na nek način tudi eno poslanstvo. No? Tisti, ki so lovci s srcem, zagotovo niso vse to, kar stereotipi o lovcih pravijo, pač pa jaz mislim, da morajo najprej v prvi vrsti biti ljubitelji narave in živali, ker marsikakšna dejavnost, ki jo oni upravljajo, bi sicer ne bila narejena in bi bila škoda v naših gozdovih in izven njih še veliko večja. No, se boste v bodoče še kdaj zglasili na strelišču ali pa morda s kakšnim lovcem odšli na lov? Ja, zagotovo, ker danes sem se nekako zmazal ven, da mi ni bilo treba streljati glinastih golobov, ker toliko zabave le ne želim povzročiti prvič, tako da bom zagotovo malo potreniral, pa prihodnje leto poskusim srečo. Tekma je razdeljena po kategorijah, in sicer člani, veterani in superveterani. Štejejo rezultati v posameznih disciplinah in seštevek kombinacije. Rezultati 8 najboljših strelcev iz obeh lovskih družin pa se seštejejo in iz njih dobimo zmagovalno ekipo. Letos je bila to lovska družina Medvode.
Najboljši seštevek rezultatov iz streljanja na glinaste golobe in streljanja z malokalibrsko puško pa je dosegel Lovrenc Korošec, član lovske družine Medvode in tako postal letošnji občinski prvak. Slovenska reprezentanca v gorskih tekih je odlično nastopila na Evropskem prvenstvu na Madeiri. Najvišje je s 5. mestom med članicami posegla Lucija Krkoč, Lucija Šušteršič tokrat ni bila razpoložena, med mladinkami je bila 38. Članice teniškega kluba Spin Medvode beležijo uspešen tekmovalni vikend. Ženska ekipa se je kot druga v skupini uvrstila v play-off prve ženske članske lige. Medvoško ekipo, ki je premagala tekmice iz Radovljice z 3-1, izgubila proti ekipi Triglav Kranj z 1-3 in 4-0 premagala Ljubljančanke, so zastopale Kaja Mrgole, Kaja Podobnik, Tajda Bestijančič in Katja Hrkač. Play-off bo na sporedu jeseni. Jutri ob 6. uri zjutraj se zaključuje niz prireditev v sklopu letošnjega občinskega praznika. Obeta se rekord posebne vrste. Kamničan Miro Kregar, starosta slovenskih triatloncev, bo izpred rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro stekel proti 80 km oddaljenemu in 2864 metrov visokemu slovenskemu očaku Triglavu in v Aljažev stol predal posebno medvoško poslanico. Poklon simbolu slovenstva lahko s prihodom na štartno mesto malo pred 6. uro zjutraj izrazite tudi vi in z nekaj uvodnimi tekaškimi koraki ultramaratonca pospremite na njegovo 10-urno pot. Z ekstremnim podvigom se bo v nedeljo spopadel tudi sničan Janez Anžič. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije bo prihodnji teden zbiral sredstva za invalidne otroke na prav poseben način in sicer tako, da bo skirojem med 10. in 15. julijem premagal razdaljo med Senico in otokom Pašmanom. Denarna sredstva se zbirajo na transakcijsko številko SI 56 6100 000 3512 232 ali preko SMS na številko 1919 s ključnima besedama Skiro in Skiro 5. Prometna nesreča se je zgodila v krožišču na Klancu, v njej pa sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Povzročitelju so izdali plačilni nalog. Medvoški policisti so imeli sicer miren teden, poročajo le o enem kaznivem dejanju, ki so ga obravnavali. Nekdo je poškodoval tujo stvar. Policija vas še enkrat opozarja, da pazite na svoje premoženje, saj tatovi, vlomilci in drugi nepridipravi čakajo na svojo priložnost za storitev kaznivega dejanja. Zato ravnajte samozaščitno, neznancev ne spuščajte v svoje stanovanja in vestno zaklepajte domove, ko odhajate ven, pa čeprav samo za nekaj minut. Tudi v času dopustov poskrbite, da tatovi tega ne bodo opazili. Če boste opazili sumljive osebe ali avtomobile, pa o tem nemudoma obvestite policijo. Ker je vreme zelo lepo, je v promet vključenih tudi več pešcev, kolesarjev in voznikov motornih koles. Zato policisti vse udeležence v prometu pozivajo na strpno vožnjo in še dodatno pozornost na šibkejše udeležence v prometu. Z jutrišnjim tekom od rojstne hiše Jakoba Aljaža do vrha Triglava v roku 12 ur, kar si je zadal naš ultratekač Miro Kregar, se bo zaključilo praznovanje občinskega praznika. Prijeten večer vam želim še naprej in nasvidenje do prihodnjič. Lep večer.